All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. Rainbow. All for rainbow. Dobrodošli v All for Rainbow podcastu, tokrat v 31. epizodi, če se ne motim. Je z mano Maja iz Mladih zmajev, zdravo. Zdravo, zdravljena. Pogovarjali se bomo malo o psihohigieni in kaj je, pa konfliktih. Tako da, mogoče za začetek, kak si danes? Dobro, evo, to poletje se mi zdi, da je z temi deževnimi osvežitvami prineslo tudi neko olajšanje. Tako da se mi zdi fajno, da so bogatstvo pa polečasniki tudi, ker lahko malo se načrtujem naprej skupaj s sodelavko, gledava v prihodnost, kaj bomo organizirali. Tudi z mladimi je več časa, da se lahko družimo, da prinese drugi letni čas drugo dinamiko. Mogoče lahko začnem kar s prvim vprašanjem, ker sem že omenila psihohigieno, kaj to sploh je za vse naše poslušalke, poslušalce. Zdaj, kak jaz vidim psihohigieno v bistvu kot da bi rekli na nek način osebno higieno za našo psihološko dobrobit. Se mi zdi, da sploh v poklicih, ki se dosti ukvarjajo z ljudmi ali pa s podporo ljudem, da je zelo pomembno biti pozoren na to, najti načine, kako jo ohranjamo, ali je to bodisi v obliku nekih intervizij ali pa supervizij v delovnem okolju, ali kot osebno čist kakih coachingov, tudi osebne terapije, skratka karkoli, kar nam pomaga, da lahko držimo to fleksibilnost, ki jo prinaša interakcije, ki jih soustvarjamo. Nadalje sem malo razmišljala, če imaš mogoče kak odgovor, kako poskrbeti zase in kako kot skupnost, kako lahko skupnost poskrbi za skupnost. Se mi zdi, da je kar lahko naporno včasih najti čas. Ta skrb zase se mi zdi, da je tako večno vprašanje, ki bi bilo pomembno, da si ga postavljamo vsi na vsakodnevnih interakcijah, tudi v odnosih, se mi zdi, ki so mogoče prijateljski bolj ali pa partnerski ali družinski. In je to vprašanje neke te svoje lastne potrebe, se pravi, ne vem, če si utrujen, utrujena, kaj narediš takrat? A povoziš to potrebo, ali ok, dajmo še malo stisniti? Ali si rečeš, ok, si bom zdaj vzela, ne vem, 1 uro ali pa pač določeno časovno okvir, kjer bom počivala ali pa, brala knjigo, ali pogledala mogoče kako serijo, ali samo gledala v zrak, kar je tudi v redu, Ampak se mi zdi, da smo kot cela družba, to so precej nagnjeni k tej neki storilnosti, k rezultatom, k dosežkom, kar je lahko seveda v določenih segmentih je dober push, dober motivacijski faktor. Je pa tako kot pri vseh stvarih, preveč tega škodi, in je pač treba tudi drugi pol pogledati. In tu je v bistvu to, mogoče bi se navezala na ta drugi del tvojega vprašanja, ki si vprašala kot skupnost, itak skupnost smo posamezniki, In se mi zdi tu pomembno pač to zavedanje tega, da je pomembno biti pozoren nase, dati sebi prvo mesto in prostor, seveda ni na škodo drugega, ne v smislu, da so moje pravice ali pa moje potrebe več vredne kot tvoje, ampak v bistvu smo si tu nekje, bi bilo fajn videti kot enakovredni, In sploh, če govorimo, bodisi po delu z mladimi ali pa recimo delo s kakimi ranljivejšimi skupinami, ki ima mogoče izzive v duševnem zdravju ali pa so, mogoče imajo kakšen handicap ali pa so stigmatizirani na kak način, sploh tukaj je odgovornost tistih, ki imajo večjo kapaciteto, da dajo priložnost, da stegnejo roko, rečejo živijo, kako ti lahko pomagam, kako te lahko podprem, pač opaziti. Tako da se mi zdi ta senzibilnost skupnosti, kot neka kvaliteta, ki je dogovorjena, tudi vrednota, a je to kot vrednota prisotno, kako v bistvu kot skupnost jo sploh gojimo, a jo sploh prepoznavamo, a jo vidimo kot pomembno, ali je to nekaj kot, tam 10. zadeva v dnevnem redu, tako dosti opažam
v LGBT plus skupnosti, pa ne vem, tudi v drugih, plešem tudi swing in sem bila dosti aktivna v društvu v Mariboru in sem tudi tam opazila, da je neka skupnost, ampak so prisotni tudi konflikti in pol ni komunikacije. Kako se pogovarjati, recimo, ko pride do tega, in zakaj je pomembna komunikacija? Se mi zdi, da konflikti, ne, komunikacija je tako, se mi zdi, da sta si kar nekje blizu, ne, na premici, ne. Eno je, bi rekla, da do konfliktov prije, ker se nekje meje zelo obribajo, ne, naše drug od drugega, ne, ker doživimo, ojoj, ta človek je pa zdaj šel čez mojo mejo, ne, ali pa mogoče včasih ne pomisliš, ojej, ta človek je šel čez mojo mejo, ampak je kar neki impuls, ne. To se mi zdi bolj ful pomembno, nekaj, kar je meni dalo misliti, no, kot koncept ali pa kot ideja, razlika med react pa respond, ne. Pričemer ful težko slovenščino najdem ustrezno, ne, frazo, ker pri nas je oboje, ne vem, ali reagiraš, ne. Ja, ni neke primerne sinonima ni, ne, oziroma prevoda ustreznega. Tako da sem razmišljala pol tu, takrat, ko smo to bili, no, razlika, da pri reactu greš ti in je pač preprosto samo se odzoveš na nekaj, ne. Pričemer ne toliko strukturiraš, ne, oziroma preveriš, ne, kaj se dogaja in pač kot da ni občutek, kot da ni izbire v odzivu, ne. Pri respond, ne, pa je ravno to, da se za trenutek, ne vem, ustaviš, ne, kot da bi malo se zoom outala, ne, in se potem premisliš, kaj bo moj odziv, a se bom zdaj v tej, ne vem, recimo konfliktni situaciji, a bom se začela krdreti, a se bom umaknila, ne, ali bom, ne vem, začela okrivljati drugo osebo, da je kriva ta oseba za vse to, ne. Ali pa pač, ne vem, sem odločila, okej, da prisluhnem, ne, malo čisto vidim to svoje notranje vreme, svoje notranje doživljanje, ne, in pač to ubesedila na nek način, mogoče najbolj tu se mi zdi uporaben koncept nenasilne komunikacije, ne. Ker pač tudi po nekih korakih pogledaš na zadevo, kot da je nekaj, kot da bi ga posnela kamera, ne, pač poveš, kako ti doživljaš, ne, in pač tudi podaš neko prošnjo, kako bi si želel, da bi bilo, ali pa opišeš, kako se počutiš ob tem, ne. Se mi zdi, da je, ne vem, naslednje, kar mi je prišlo na misel, je ta razlika med spletno pa živo komunikacijo. Koliko se ukvarjamo, ne vem, z sovražnim govorom, ki je zelo prisoten na spletu, kot mogoče ne toliko v živo, da je tudi ta komunikacija, ker imaš mogoče to neko distanco, da lažje pride do neke pasivno-agresivne komunikacije ali pa ostane samo pri dopisovanju prek mailov in si vsak drugače razlaga, s kakšnimi čustvi je to oseba pisala in ne pride pol do razrešitve v živo in ostane samo pri tem konfliktu. Kako se tebi zdi spletna nasprotju z živo komunikacijo? Meni se zdi, to, kar si že sama omenila, pri spletu, ne, da so itak različni načini, ne. Eno je to, kar je mail, ne. Eno je to, kar so te neki forumi ali pa recimo kakšne te skupine, ne. Eno je, kar je mogoče kot Zoom, ne, kot neko orodje, video orodje, ki ga tudi lahko uporabiš, ne, in se mi zdi, da vsaka od teh stvari ima lahko svoje prednosti, ne, ampak ima pa tudi svoje slabosti, ne, in je lahko dragoceno, če veš, kdaj kaj uporabiti, ne. Recimo mail ali pa te kakšne, zdaj če govorim mogoče predvsem v nekih svetovalnih procesih, ne, je točno to, da ti da nek čas za premislek, ne rabiš se takoj odzvati, ne, lahko res strukturiraš svoj odgovor, je nekaj lahko časovna zakasnitev, ne, in ti da z tega vidika prostor, ne. Kar je minus, je pa tudi to, kar si že rekla, ne, zares včasih iz pisanja, ne, dobiš samo ta del informacije, kar je oseba ubesedila, ne. Ja. In je lahko naša očala, ta čustvena, ki si jih damo, ko beremo tekst gor, je lahko izkrivljena, ne. Ker nam zmanjka ta ton glasu, zmanjka nam vizualni del, ne, zmanjka nam telesna govorica, ne.
In se mi zdi, da tu lahko dosti pridemo pač njih interpretacij, ne. Drugo recimo mogoče, kar bi rekla pri forumih ali pa kakšne te, ne vem, recimo Facebooki, ko so na mene včasih groza, ravno to, ker si imela ta sovražni govor ali pa mogoče na neke subtilne načine, ko ljudje izrazijo svoje sovraštvo, ne, ali pa imaš od raznih delozlomov, ne vem, geozlomov. Meni je to zanimivo brati, ker mi je toliko, da mi misliti, po eni strani, kako smo ljudje res različni, ne, ampak tudi ta del, da se izgubi pri spletnem, ker se lahko seveda skrijemo za marsikatero identiteto, ne. Lahko si ti na spletu, ne, po domače rečeno, najbolj jaki, ne, in najbolj vsemogočen in najbolj vse veš, samo okličen, ne vem, strokovnjak. Ja. Ampak v resnici pa v zunanjem svetu, če bi se pa srečal s to osebo, ne, bi pa bila pač to, ne vem, ena čist, ne vem, pohlevna miška, ne, ker v bistvu je lahko prostor za te izražanje frustracij, kar pa ni okej, ne, sploh če govorimo o kakih manjšinskih skupinah ali pa recimo to, kot si sama rekla, ne, LGBT, ali pa tudi recimo z migranti, ne, ko je bila ta begunska kriza, me je kar strašno bilo, kako potegne res iz družbe, kar eno tisto najbolj temne plati, ne. In da ljudje ne vidijo, da so tu zares zadaj za temi zgodbami, ne, so dejansko posamezniki, ne. In se mi zdi, da to, ko imaš ti na spletu nekje, ne, nimaš občutka, kako lahko zares prizadeneš, ne. Teda to je plus seveda to spletnega, da imaš spet, ne, to ni vezano na prostor, ne. Tudi recimo, mi imamo na Discordu svetovalnico, ne, in je v bistvu to v podporo lahko komurkoli od teh mladih, teh urah, ko je svetovalnica odprta, ne. Imamo tudi druge kanale, imamo tudi za gamerje, tako da tudi program, ki dovoljuje ravno to prostorsko in časovno širino, ne. Je pa pol spet ravno to, toliko bolj jasne morajo biti meje, se pravi, kaj so pravila, ne, kaj se dovoli na tem strežniku, v bistvu našem, oziroma na tem našem Discordu, da lahko tudi izključimo ljudi, ki ne upoštevajo tega, ne, oziroma te, ne, a si ti v kodeksu, a si z vrednotami tukaj, ne. Teda to in recimo tu je pa potem spet, ne vem, mogoče te videoklici, kar so, ne vem, od Zoomov do Skypov, do pač, ne vem, kaj še vse obstaja, Viber, ne. Je pa tudi spet, ne, ima tudi ponuja orodje, kjer lahko spet ti nadaljavo se pogovarjaš, ne, sodeluješ, imaš tudi svetovanja terapije, ne. Je pa spet res, nekatere stvari pridejo čez, ker vsaj je ta in glasovni in vsaj, recimo, da doprsni kip vidiš človeka, ne. Vsaj en del informacij več dobiš, ne, kot pri pisanju, ne. Pa res, da spet zmanjka, ne, mogoče celo telo videti, ne. Se pa tudi, sem videla tudi, ker sem imela kakšna svetovanja ali pa tudi recimo študij psihoterapije, ker smo imeli en del, pride, če jaz čutiš, ne, te naši nevroni zrcalni se povezujejo, ne. Ne bi pa samo na to pristala, no, se mi zdi kot podpora nekim obstoječim stvarem, temu v živo verzijam nas, ne. Ampak ja, rabimo tako, tudi se v 3D se potipati, ne, ker to je še vseeno dotik ali pa objem, ali pa samo ono, ja, res sem tu zate, ali pa smo skupaj v tem, ne. Se ti zdi, da se, ne vem, v takih situacijah možno izogniti konfliktom nasploh, ali so konflikti neka ta organska zadeva, ki pač je del nas in skupnosti različnih? Jaz mislim, da so konflikti nekaj, kar je del narave, ne, sej mogoče z tega vidika agresivnost, ne, kot taka agresija, ne, mi jo včasih, mislim, mi jo pogosto tretiramo kot nekaj zelo slabega, ne, ampak v resnici agresija je v bistvu, pa ne mislim v smislu tega, da zdaj, ne vem, kot nekih zlorab ali pa pretepov, ne, ampak ta energetski naboj, ki jo prenaša, ne, ta želja po življenju, ne, po pušu, ne, recimo otrok, ko se uči hoditi, ne, je pač ta želja, ta moč, ne, odrino se bom odtal, ne, mislim, to si zdaj mi vse odrasli predstavljamo, ne, da se otroku to dogaja, ampak iz tega je meni bil to tudi taki neki pomemben uvid, da ja, it's okej, ne, pač je pomemben, ki je kanalizirana, se pravi tudi konflikt, če je, pač do tega neizogibno je, pač pride do tega, ker smo vsi različni, ker imamo različne potrebe, ker pač različno svoje meje doživljamo, različno so, ja, vsak ima svoj ta, ne vem, krog, ne.
Je pa bolj vprašanje, kdaj ga naslavljaš, na kakšen način ga naslavljaš, ne? Ker se mi zdi pomembno, ko pride do konfliktne situacije, ja, dajmo se pogovoriti o tem, ne? Ampak v okolju, ko je mir že, ne ono, da zdaj pa se najbolj razžalimo pa to, ali pa ponižamo, ne? To se mi zdi problematično, ne? Oziroma, tako si rečem, tudi če se to zgodi, je pomembno priti nazaj, ne? Je pomembno priti do osebe, reči, oprosti, ali pa, dej, ostalo je nekaj odprtega, ali lahko razrešiva, ne? Ker je tudi to ta zdravilni del, ne? In se mi zdi, da tudi s tem je neka popotnica, tako, ko v življenju nam je mogoče biti, ko gledamo, ne vem, svojo primarno socializacijo, ne vem, svoje družine, ne? Se včasih, ne vem, recimo, da se starši skregajo, ne, in pol v naslednjem trenutku vsak gre svojo, ne vem, mogoče kdo z vrati tresne, ne, ali pa, ne vem, ker odvihra, ne, in pol, ne vem, si kot otrok vidiš tam pol samo, ker sta naenkrat lahko pol vse je okej, ne, in pol v bistvu ne veš, ne, noben ti ne razloži, ne, kak so zdaj ti ljudje kar okej, a je to zdaj pometemo pod preprogo, a je to okej način, ne, se pravi, kak se dobro skregati, recimo, ne, da pol tudi se razreši. In se mi zdi, da to včasih se pol kasneje v življenju učimo skozi druge situacije ali pa druge odnose, ne, kako priti skupaj spet. Malo si že omenila to nenasilno komunikacijo. Kako bi ja najbolje reševala konflikte, pa jih da jih ne pustiš odprtih. Da ne pometem Ja, pod prag, da se ne zaprašijo. To tudi ni fajn. Mislim, jaz probam, pa mislim, jaz tudi človek, ne, tako da se ve, ne, so trenutki, ko sem pač da je v slabši koži, ne, in se mi zdi takrat pomembno imeti to neko samo sočutje, ne, oziroma v bistvu prvo sploh prepoznati, no, zdaj sem res, ne vem, v slabši koži, bolj moja toleranca do nekih frustracij je nižja, ne, in bom ful bolj reagirala, pač. Teda ta samorefleksija se mi zdi pomembna, ne, in bolj potem tudi skomunicirati to s človekom, trenutno danes ni moj dan, lahko, ne vem, ti prevzameš recimo v delovnem okolju kako zadevo, ne, ali pa pač preprosto si vzeti, mislim, ja, skomunicirati to, tudi vzeti si mogoče predah od tega, se pravi, da ne je takoj, ko nekdo nekaj reče, kar skočiti, ne, ampak mogoče res to, ker si včasih je mogoče taka neka ponavljajoča floskula, ne, kao vdihni in izdihni, prvo preden se odzoveš, ne. Sveže pa. Tako, ne. Ker ta župa je res, dejansko, res so te župe vroče, ne, in pač ti ne moreš je pojesti takoj, ne, oziroma pač lahko takrat še večji problem narediš iz zadeve, ne. In tako da ja, mogoče vzeti si predah, ali preprosto reči, trenutno zdaj sem tukaj sebe, da ne morem o tem govoriti, ali pa nočem o tem govoriti, ne, ampak pridem nazaj, ne, in se bom takrat pogovorila, ne. To pa znati pogledati, mogoče ravno z tega po nekih korakih, ne. In se mi zdi, da to je vse trening, kot mišica, ki jo treniraš, ne. Ja, mislim, da sem se tudi malo spomnila, kako tudi preseči to trmo, ali pa ne vem, ko je dosti nekih govoric in pol ima vsak svoje mnenje in kako to preseči, da lahko pol se res pogovoriš z osebo, s katero si v konfliktu. To je ful izziv včasih, jaz se strinjam, ne, ker so situacije, ki tudi poznam kakšne zgodbe, pač ene stvari preprosto, včasih ljudje niso pripravljeni priti, pa tako si reka, ne, ali je trma, ali je, ne vem, preveč me je prizadelo nekaj, ne, ker če si to predstavljamo, ta konflikt kot čebulo, ne, in če bi v bistvu ga čisto olupili, ne, da prijemo čisto do te spodnje potrebe, ne, bi ugotovili spodaj, da je samo ta občutki, ki so nam vsem skupni, ne, ali je to, ne vem, potreba po ljubezni, potreba po moči, potreba po prepoznanosti, po povezanosti, ne vem, dovoliti si biti ranljiv, ne. Ampak včasih imamo ljudje različno, koliko spustimo, koliko smo pripravljeni to čebulo odluščiti, ne. Tako da tu si jaz dostikrat rečem, ja, pač odnos je, mislim, je nekaj, kar je sokreirano, ne. Jaz prinesem sebe sem, ti prineseš sebe, ne, in pol je med nama to nekaj, kaj bova s tem naredila, ne. Tako da tu je, vsak nosi, se mi zdi, da tudi ta pomembna beseda, tudi odgovornost prije, ne. Vsak od naju recimo nosi odgovornost za ta odnos, da bo uspel, ne. In se mi zdi, da tu pol tudi na neki tej, včasih na ravni
družbe se mogoče dostikrat ukvarjamo s pravicami, ne? Pozabimo pa na te neke dolžnosti in tudi odgovornosti. Ne? Tako da ja, se mi zdi, da je tak oboje, kot neki ples je, no, katerim zaplešamo. Ne? Ja, in včasih je tudi treba poklicati koga zunaj, ne? Zdaj spet pol se vrnemo, ne, na začetek, ali je to, če v delovnem okolju kakšne supervizije, ne, ali pa recimo mediacija, se mi zdi zelo fajn, ne, ker tudi pa če tam neki interes, da se doseže dogovor, ki je za obe strani ok, ne. In tudi včasih ja, je ok, da nekdo zunaj stopi. Ali pa, ker se mi zdi najtežje, ker so govorice, tudi en del, ker je to bila moja taka neka življenjsko spoznanje, pač zares nimam vpliva na govorice, v smislu tega, da ok, imam vpliv, a jih širim ali ne, ne? Da se odločim, ne? In to je pač moja osebna izbira, ne? Ampak zares jaz nimam vpliva na druge, a bo zdaj oni to delali ali ne, ne? Pač se mora vsak zase odločiti. Lahko rečem, seveda, samo to ne pomeni, da nujno druga oseba to naredi, ne? Da se mi zdi pomembno pol tudi o tem razmišljati, da je koga potegniti na pomoč, ne? Ali pa tudi zase, če nismo sposobni zdržati z neko situacijo, kaj rabim, ne? Kaj bo me podprlo, ne? Ali so to različna orodja, ali je to neka zunanji strokovnjak, ali je mogoče tudi kakšen družinski član, prijatelj, ne vem, partner, ki nam lahko stoji ob strani, da sploh predebatira. Včasih že s tem, ko je stvar v naši glavi, se lahko tako, da bi se balonček pumpal, ne? Da se fila nek konflikt in se še kar lepijo stvari, ne? Ja, jaz sem včasih tako pri sebi razmišljala, da pri konfliktih, da je včasih res fajn imeti neko osebo zraven, pa tudi če ni zdaj z vidika mediacije med dvema stranema, ampak da je mogoče samo tam, da se ne počutim recimo same. Kot neki body, ne, ki ti krije hrbet. Ja, ker meni je to ful dobro v mladinskem centru, ker smo dve zaposlene, ne, pa tudi imamo še ekipo študentov pa prostovoljcev in prostovoljk. In je pač obiskovalci in obiskovalk imamo pač, ne vem, recimo tekom šole, tudi tam 30-35 na dan, ne. Niso istočasno, ne, ampak tak, njih je veliko, ne. In tu je pa recimo, smo pa po dve, ne. In je pol tudi včasih kakšen konflikt, ki nastane, je ful pomembno že to, da samo nekdo zraven stopi, ne. Ali pa tudi mogoče nek konflikt, ki postavljaš meje že, ne. Da samo čutiš prisotno še nekoga, ne, ker oni te gledajo vsemi onimi ohami, ne, in pač si včasih kar tak, ne, skupinska dinamika naredi svoje, ne. So v večini in je to dejstvo, ne. In ti, če si sam, si pač sam naproti skupini, ne. Tako da ja, je ta podpora, ne. Pač, da se ne odmakneš od sebe, pa da tudi pač ja, da imaš dogovor s to osebo, ki je, nekaj rabiš ti od nje, ne, daj, podi se z mano, ali pa daj sem pri zraven, ali pa samo to, da slišiš še ti, ne. Ali se to meni dozdeva, kaj se dogaja, ali se res dogaja, ne. Tak, nam da moč, nam da malo vetra v naša krila oziroma v jadra, ne. Super. Jaz sem prišla do konca svojih vprašanj. Super. Lahko mogoče kar zaključimo, če imaš ti kaj za dodati mogoče? Ne, ful so mi bila dobra tvoja vprašanja, tu je, ker so taka, zanimiva sem iz tega vidika, ker v meni sprožijo refleksijo, ne, in je tak, kako delaš te stvari, ne, ker so mogoče ene stvari skozi leta ponotranjiš, ne, ali pa na ene stvari tudi pozabiš, ne, in je pol s takimi vprašanji, ki si jih ti zastavlja, sem bila tak, ok, da malo razmisliti, se res, ne, tak. Pridejo spet naprav. Ja, ne, da se jih odpraši. Ja. Cool. All for Rainbow se poslavlja in se slišimo v naslednji epizodi. Hvala, Maja. Hvala tebi, Maja. All for Rainbow. All for Rainbow. All for Rainbow. All for Rainbow. All for Rainbow.